Hvala, lep pozdrav vsem, ki nas že poslušate. Če kar začnemo, torej poročilo o stanju podnebja strani Evropskega programa Copernicus za leto 2021 je pokazalo, da so bile v lanskem letu vsebnosti najpomembnejših toplogrednih plinov, ki nastajajo pri človekovih dejavnostih, torej ogljikov dioksid, didušikov oksid in metan v lanskem letu na rekordnih ravneh. Posledično smo priča vse hitrejšemu globalnemu segrevanju, kar vodi do vse hujših posledic podnebnih sprememb. Na tej infografiki vidite zgolj nekaj izmed tistih najbolj očitnih, ki smo jim bile priča v lanskem letu v Evropi. Priča smo bili najtoplejšemu poletju, od začetka meritev pa uničujočim poplavam, ekstremnim gozdnim požarom, vse hitrejšemu segrevanju in dvigovanju morske gladine. Kako pa je vse to povezano s hrano oziroma sistemom oskrbe s hrano? Sicer je izpuste toplogrednih plinov iz celotne verige oskrbe s hrano izredno težko meriti, ker so izpusti zelo razpršeni, so zelo raznoliki, pa vendar je lanskoletna mednarodna študija pokazala, da lahko sistemu oskrbe s hrano pripišemo kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov povzročenih s strani človeka. Največji del teh izpustov, okoli 2/3, lahko pripišemo kmetijstvu ter rabi zemljišč in spremembam v njihovi rabi. Pri tem govorimo predvsem o izsekavanju ogromnih površin gozdov za pridobivanje novih pašnih površin ter površin za kmetijsko pridelavo. Sedanji način proizvodnje hrane poleg tega vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, ki je nenazadnje pogoj za obstoj človeške vrste. In ko govorimo o res tako korenitih vplivih na obstoj, je konsenzus, med znanstveniki vlada že kar konsenzus, da bo oskrba s hrano predstavljalo odločilno vprašanje tega stoletja, torej ključno področje, na katerem bo potrebno ukrepati, saj brez obsežnega in hitrega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in tudi brez zmanjšanja porabe naravnih virov v sistemih oskrbe s hrano ne bomo morali doseči zadanih ciljev trajnostnega razvoja in ne bomo mogli priti do podnebno nevtralne prihodnosti. Pa še ena stvar je pomembna, da jo omenimo, ko govorimo o podnebnih spremembah in o sistemu oskrbe s hrano. Res je, da pridelava hrane vpliva na podnebne spremembe, pa vendar je nanje zelo občutljiva. Sistem oskrbe s hrano je prva žrtev podnebne krize. Povsod po svetu smo že priča spremenjenim razmeram za pridelavo hrane, tudi pri nas, in ogrožena je varnost oskrbe s hrano, povsod po svetu pa tudi pri nas, ker smo nenazadnje povezani, tako da se kmetijstvo v tem trenutku nekako se je znašlo pred velikim izzivom. Po eni strani mora zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, po drugi strani pa se bo moralo pričeti prilagajati na podnebne spremembe. Oskrbovalna veriga s hrano, torej velik vir izpustov toplogrednih plinov, porabnik naravnih virov, in če želimo, da preidemo v bolj trajnostni sistem, bodo potrebne spremembe tako na strani proizvodnje kot na strani potrošnje. Jasno je, da zgolj spremembo prehranjevalnih navad ne moremo rešiti podnebne krize, pa vendar je ne bomo morali v ustrezni meri nasloviti, če naših prehranjevalnih navad ne spremenimo. Kako pa to storimo, torej kakšna je sploh okolju in podnebju ter nenazadnje tudi zdravju prijaznejša hrana. Ko pogledamo celotno oskrbovalno verigo s hrano ter izpuste tekom te verige, nekako lahko ven razberemo 7 vodil podnebju prijaznejšega prehranjevanja. To pomeni, da izberemo hrano, ki je večinoma rastlinskega izvora, pridelana na sonaraven način, to je hrana, ki ne pristane med odpadki, je sezonska, lokalna ali iz pravične trgovine, če je ni moč kupiti pri nas, ter seveda čim manj predelana in čim manj zapakirana. Zakaj pa se je vsako izmed teh načel znašlo na tem seznamu, torej zakaj moramo izbirati hrano, zakaj je bolje, da izberemo hrano, ki je v čim večji meri rastlinskega izvora. Hrana rastlinskega izvora ima precej manjši ogljični vtis v primerjavi s hrano živalskega izvora, predvsem z mlekom in jajci. Poleg tega je živinoreja največji vir izpustov toplogrednih plinov z računa kmetijstva.
Omenila sem že izsekavanje gozdov. Za pridobivanje živinske krme so izsekani hektarji tropskih gozdov, ki so najpomembnejši ponor ogljikovega dioksida. Poleg tega industrijska živinoreja vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, v zmanjševanje kakovosti pitne vode, v zniževanje rodovitnosti tal. In odločitev za hrano večinoma rastlinskega izvora je tudi eden izmed najučinkovitejših ukrepov, ki jih lahko sprejmemo na ravni posameznika v smeri zmanjšanja našega lastnega ogljičnega odtisa. Tudi zdravstvena stroka se strinja s tem. Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča uživanje manj kot 0,3 kg rdečega mesa oziroma mesnih izdelkov na teden, ker več že predstavlja tveganje za zdravje. Drugo vodilo govori o hrani, ki je pridelana na ekološki način, torej hrana, ki je pridelana na način, ki temelji na naravnih procesih, pridelana s precej manjšimi izpusti toplogrednih plinov, s precej manjšim vplivom na okolje. O tem ne bom v tem trenutku izgubljala besed, ker bomo slišali danes precej več ravno o tej tematiki. Drugo načelo je danes v fokusu, tako da sem prepričana, da bomo govorili o tem veliko. Tretje načelo govori o tem, da je potrebno zmanjšati količino odpadne hrane. S tem se nekako izognemo temu, da hrana razpada na odlagališčih, kar pomeni, da povzroča izpuste metana, ki je toplogredni plin s precej močnejšim toplogrednim učinkom. Poleg tega pa v bistvu s tem, ko mi zavržemo hrano, ki je še užitna, zavržemo tudi vse naravne vire, ki so bili porabljeni za njeno pridelavo. Izbiramo tudi sezonsko hrano, torej hrano, ki ni bila podvržena skladiščenju, ki ni bila podvržena obdelovalnim procesom za zaščito pred staranjem in tudi ne prihaja iz ogrevanih rastlinjakov, ki so energetsko izredno intenzivni. Pogosto gre to z roko v roki z lokalno hrano, ki ima manjši izpuste toplogrednih plinov, zaračuna precej manjše potrebe po transportu. In še za konec izbiramo tudi hrano, ki je čim manj predelana, torej ni bila podvržena energetsko intenzivnim predelovalnim procesom, ter hrano, ki seveda ni zapakirana, ker vemo, če plastika razpada na odlagališčih ali pa je na koncu sežgana v sežigalnicah, povzroča izpuste toplogrednih plinov. Tako teh 7 načel, ki smo jih sedaj na hitro povzeli, ne slišijo se ravno preveč zakomplicirani, zdi se nekaj, kar bi lahko vsakdo izmed nas na kakšni točki tedna vsaj udejanjal ali pa kar vsak dan, pa vendar je v množici vseh teh certifikatov in oznak pogosto za potrošnike težko prepoznati tiste izdelke, ki so resnično okolju, zdravju prijazni. Veliko lahko naredimo sami, ne moramo pa vsega. In tukaj tudi ključna vloga države oziroma ključna je podpora na sistemski ravni, ki bi nam omogočila bolj trajnostne izbire vsak dan. Več o tem bomo pa slišali v nadaljevanju. Tako da to je zaenkrat vse z moje strani. Hvala lepa.